Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Slovenski planinski muzej, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Jesenice in fotosekcija Kut Jaka Rabič Dovje Mojstrana so pripravili 5. območno fotografsko razstavo, ki je do konca leta na ogled v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Odprli pa so jo v petek. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Med 147 prispelimi fotografijami na prosto temo je bilo sprejetih 79 fotografij. Od 99 prispelih fotografij na temo Slovenske gore pa je bilo sprejetih 30 fotografij. Pri prosti temi so nagrajenci Danica Novak, Janez Vrzel in Barbara Toman. Diplome so prejeli Borut Mežan, Jani Novak, Matija Sivec in Nik Bertoncelj. Posebno nagrado za mladega avtorja do 18 let je dobil Matija Sivec, posebno nagrado žirije za kolekcijo pa Aleksander Čufar. V sklopu Slovenske gore so prvi 3 nagrajenci Jani Novak, Bor Rojnik in Janez Vrzel. Diplome pa so dobili Aleksander Čufar, Barbara Toman, Heda Alič, Jasim Suljanović in Marjan Debelak. Nagrado za mladega avtorja so podelili Luku Dražiču. Na 63. gostinsko-turističnem zboru Slovenije, ki je potekal v Radencih, so se hitovi gostinci izkazali z izjemno bero medalj in priznanj. Predstavniki družbe Hit Alpineja Kranjska Gora so prevzeli tudi prapor in organizacijo 64. gostinsko-turističnega zbora, ki bo torej prihodnje leto v Kranjski Gori. Jernej Rac in Ana Markič iz Hit Alpineje sta si priborila srebrno priznanje na razstavi kulinaričnih izdelkov. Na tekmovanju v kulinarični artistiki je Boštjan Kovačič prejel bronasto medaljo in zlato priznanje, Zdravko Krnjajič zlato priznanje in Aldin Skenderovič srebrno priznanje. Na tekmovanju v sobarici je Brigita Berdnik osvojila zlato priznanje in srebrno medaljo, Ljubov Voznjak pa zlato priznanje in bronasto medaljo. Na tekmovanju receptorjev se je odlično odrezal Boštjan Bogataj, ki je dobil zlato priznanje in zlato medaljo, Domen Šušteršič pa zlato priznanje in bronasto medaljo. Sandi Dedič si je v kategoriji priprava jedi v kotličku prislužil srebrno priznanje. Pri pripravi jedi po naročilu pa sta bronasto priznanje prejela Ivica Aleksov in Tadej Lombar. Gledališka predstava Dom na Kredarici je pravi hit, saj je bila tudi včerajšnja že več dni prej razprodana. Tega so seveda zelo veseli tudi sami ustvarjalci predstave. Do obuditve predstave je prišlo na pobudo turističnega društva Dovje Mojstrana. Mi smo bili seveda zelo veseli, ampak stare igralske ekipe nismo zmogli spraviti skupaj. Tako da je v bistvu skoraj celotna zasedba na novo postavljena. Edini igralec, ki je igral pred 20 leti, je Marcel Gombac in seveda režija v izvedbi moje malenkosti. Vsi ostali igralci pa so čisto na novo postavljeni na oder. Moram povedati, da smo se na vajah zelo zabavali, čeprav je do vaj zelo težko prišlo, ker je bilo pač to treba narediti med počitnicami. Smo se pa zelo zabavali in imeli lepo. Predstava seveda govori o tem, kako ljudje hodimo v hribe, kakšni eni taki, ki se ne znajo pripraviti za hribe, eni taki, ki hodijo v hribe reševati zakonske krize, drugi gredo v hribe zaradi stave, tretji se niti dobro ne znajo obuti in obleči za v hribe, tako da je zmeda v hribih v tej igri Dom na Kredarici zelo velika. Seveda pa je v ozadju zgodba. Na Jesenicah se je v času teh odhodov v hribe zgodil rop in ropar je eden izmed vseh teh, ki gredo tisti dan na Kredarico. Veseli smo, da je predstava ponovno razprodana in seveda se veselimo ponovnih ponovitev iger, ki se bodo dogajale v mesecu novembru, potem bomo decembra in januarja verjetno malo počivali, potem pa v februarju spet ponavljali našo igro Dom na Kredarici. Lepo povabljeni. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo predstava Dom na Kredarici na ogled 18. novembra ob 20. Ja, palce pa od nekdaj znov dober. To gre pa res dobro drug. Sam, pač k mami povej. Kolikrat si bil ti do zdaj že tle gor na Kredarici? Ja, to pa... Če danes šta je
Danes je to 80-krat. 80-krat. Ja. Ti, kolikrat si bil pa na Triglavu? Ja. Mojca, povem, to sem pa z glave manj v šoli. Ti bom jaz povedala, kolikrat si bil. Od teh 80-krat, ko si bil Kleperman na Krederc, si bil 2-krat na Triglavu. Zato, ker ponavadi, ali si zmerši tam za šajkom talkom ne padu, a si pa kar razum spal na klopci. Nagovor tako na glas, ste do še slišal, kje je to pole, veš, kaj so danes gledati. Ja, koga še v meni ga ni. Se veš, zakaj jaz klede gore rad pridem, a ne, Mojca, da ti pomagam, malo drvano odprnest. Če ste se včeraj mudili v Mojstrani, ste morda na trgu naleteli na zanimivo prireditev Pi-fest Mojstrana, ki jo je pripravilo turistično društvo Dovje Mojstrana. Gre za mini različico znanega Oktoberfesta. No, takole se nahajamo na trgu Olimpica v Mojstran, kjer smo pripravili eno od naših jesenskih prireditev Mojstrana Pi-fest. Organizirana je bila pravzaprav skupaj turistično društvo Dovje Mojstrana in pa DPM, torej Društvo prijateljev mladine. Najprej so otroci izdelovali buče, delali številne stvari za noč čarovnic, ki prihaja naslednji teden. Mi smo pa rekli, moramo nekaj narediti tule na trgu, moramo se začeti malo družiti, zato je tule en tak Kostanjev piknik, več vrst pijače, lokalni glasbeniki so se predstavili in se še bodo svojo glasbo, torej tisti domačini, ki jim vasi pod Triglavom nekaj pomenijo, so prišli popolnoma brezplačno k nam in zabavajo ljudi. Takole se bomo zabavali do večera, potem gremo pa še na dom na Krederci, torej na igro na Dovje. In na takle način bomo poskušali zdaj v jeseni na trgu še kakšno zagost, še kaj narediti. Potem pa že počas prihaja tudi advent in veseli december, še kakšen mesec nas loči, no. Takrat bo pa spet pestro, tukaj bo božično-novoletna tržnica z vsemi dobrimi možmi, ki sodijo zraven. Triglavski zvonovi te dni pridno nastopajo. Na vrsto je prišel tudi gost Martuljek, kjer so v petek nastopili v dvorani gasilskega doma. Koncert so naslovili Ti in jaz čez gore na morje. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. 15. redna seja občinskega sveta občine Bohinj bo v četrtek ob 17. Na dnevnem redu so med drugim predlog odloka o priznanjih občine Bohinj, predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine, ter predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Bohinj. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. V sredo ob 18. uri bodo odprli muzejsko sobo Ajdna v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. Zbrane bosta pozdravila vodja muzeološke postavitve razstave Verena Perko in vodja konzervatorskih del na Ajdni Milan Sagadin. V četrtek bodo v okviru projekta Moj kino v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled ob 16:30 Štorklje, ob 18. Thriller Dekle na vlaku, ob 20:30 minut pa še film Prhostar. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo v četrtek ob 18. potopisno predavanje 107 dni Alp. Predaval bo Igor Gruber.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in občinski odbor veteranov Žirovnica pripravljata odkritje spominske plošče na domačiji Dežman v Zabreznici, kjer je bilo v letu 1991 tajno skladišče orožja teritorialne obrambe. Odkritje bo v petek ob 17. uri, srečanje veteranov občine Žirovnica pa bo ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma na Breznici. Drage gledalke in gledalci, pri koncu še ene kronike tedna smo. Imejte se kar se dan lepo in nasvidenje, do prihodnjič. Pa srečno!